V Kaliforniji so napovedali množične proteste v obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je prišel tja, da bi pregledal prototipe njegovega kontroverznega zidu na meji z Mehiko. Njegova administracija je namreč naročila izgradnjo 8 prototipov za morebitno mejno steno blizu Tijuane. Prototipi označujejo mednarodno mejo med San Diegom in Tijuano. Trumpov obisk velja za njegov prvi izlet v to zlato državo od prevzema mandata. Ob tem so v državi pričakovali tako demonstracije v podporo predsedniku kot tudi proti njemu. Februarja so namreč začeli pripravljati gradbišče za zamenjavo stare pregrade, ki je bila zgrajena že v 90. letih prejšnjega stoletja v obmejnem mestu Calexico. Lani so visoke stene postavljali že v San Diegu. Trump izkorišča delovni obisk meje tudi za obisk vojakov na letališču Miramar, udeležbo na srečanju fondacije v Beverly Hillsu, kjer bi rad zbral vsaj $5 milijonov za svojo prihodnjo kampanjo za ponovno izvolitev na volitvah 2020. Oskar Gröning, znan kot računovodja iz Auschwitza, je umrl. Star je bil 96 let. Leta 2015 je bil eden od zadnjih ljudi, ki so bili obsojeni zaradi zločinov v nacističnem genocidu evropskih judov med drugo svetovno vojno. Obsojen je bil na 4 leta zaradi svoje vloge v Auschwitzu, v katerem so ubili več kot 1 milijon ljudi. Umrl naj bi že v petek v bolnišnici, a so šele včeraj potrdili njegovo smrt. Čeprav je bil pravnomočno obsojen, še ni začel prestajati kazni v zaporu zaradi pravnih sporov in slabega zdravja. V Čilu so šli starejši in invalidi na ulice. Protestirajo, ker imajo prenizke pokojnine. Ob tem pa zahtevajo tudi nižje cene javnega prevoza. Protestniki, ki so imeli zastave, slogane, so skandirali in pozivali vlado novega predsednika Sebastiana Pinheiro naj naredi več za starejše državljane in invalide. Organizator marša je poudaril, da je v državi več kot 3 milijone starejših od 60 let ter 2,5 milijona invalidov, ki jih je treba spoštovati. Podobne proteste so organizirali že leta 2014 in 2015. Čisto drugačno dogajanje pa imajo trenutno na Tajskem, kjer obeležujejo praznik slonov. To je priložnost, da odrasli in otroci lahko hranijo prijazne velikane, ki živijo z njimi v skupnosti. V stari prestolnici Ajotaja so tako zbrali kar 70 slonov. Sicer pa ta praznik obeležujejo že od leta 1998. Pobudo zanj so dali aktivisti za ohranjanje prostoživečih živali. Z njim pa opominjajo ljudi, da je treba živali zaščititi pred lovom. Sicer pa slone izkoriščajo v turizmu, saj jih usposabljajo za predstavo in turistom ponujajo, da jih sloni nosijo po mestu. Po podatkih Tajskega zavoda za varstvo rastlin in živali je v svetiščih na Tajskem približno 3500 slonov.